Lep pozdrav, drago moje Šmarje. Jesen je tudi čas hvaležnosti. In se mi zdi v tem času, ki ga zdaj živimo, ko se bolj kot ne ukvarjamo z preobiljem, se mi zdi izrednega pomena, da spregovorimo tudi o tej temi. Kajti naši dedki, naši babice so res ta čas častili mati zemljo, da je dobro obrodila, zato da niso bili lačni in so res z vsako celico svojega bitja so izražali to hvaležnost. In se mi zdi izrednega pomena, da znamo čutiti, se nekako spomniti za to hvaležnost in seveda, da znamo tudi to predajati naprej našim otrokom. Jaz zelo priporočam, da se v tem času, kot smo že rekli, je to naša jesen, eno tako majhno novo leto, ko nekako delamo načrte za naprej in delamo tudi analizo za nazaj, da nekako to analizo za nazaj, leto za nazaj, da pišemo zvečer pred spanjem en tak dnevnik hvaležnosti. In zvečer napišemo take majhne zmage v ta svoj dnevnik hvaležnosti. Mogoče 1, 2 ali 3, ker v tem jesenskem času, ko postane noč vedno daljša, vedno krajši je dan, ko postanejo take meglice, dokaj mogoče tako melanholični, depresivni dnevi, in nam je lahko ta dnevnik dobesedno kot neko zdravilo, da sami sebe spravljamo na neko pozitivno, svetlejšo stran. Tako da, evo, domača naloga, dnevnik hvaležnosti vsak večer. Mi pa gremo naprej v našo čakravikasano vinjaso, ki sem jo predstavila v prejšnjem delu. Danes bomo se malo bolj osredotočili na dihanje in bomo šli res v ta popolni dih, res natančno šteli, dala bom malo več kontrole diha in bomo izvajali dihanje s štetjem. In sicer bomo izvajali dih 5 enot in izdih 5 enot. In sicer je vdih 1 bo diafragma, 2 bomo napolnili ta spodnji del, 3 bomo napolnili ta srednji del, oziroma spodnji, srednji del, 4 bomo napolnili ta prsnični del in 5 bomo napolnili pljučnični del pljuč. In potem izdih, potem 5, 4 bomo nazaj šteli, bomo popraznili ključnice, prsnica, ta zgornji, srednji in diafragma nežno potisne ves zrak iz telesa. Ja? In bomo to dodali v gibanje čakravikasane vinjase, ki jo že poznate, zato se pri tem ne bomo veliko ustavljeni in ker gremo v položaj Vajrasana. Ja, Vajrasana, sedenje na petah, zna sploh v začetku biti malo bolj naporen položaj, ampak kar lepo, ko se potem malo raztegnejo noge, je to bistveno zelo udoben položaj. Ja? Gremo kar tukaj, ja? Anžali mudra. In bomo šli zdaj počasi najprej temeljiti izdih in bomo šli 5 enot vdiha. Vdih, 2, 3, 4 do ključnic, 5, izdih, 2, 3, 4, 5. 4 nožni položaj, mačka, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5. Urdhva muka, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5. 4 nožni položaj, mačka, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5. Še ena ponovitev, ja? Ker fajn, spopet temeljiti izdih in gremo vdih, diafragma ven, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5, vdih, 2, 3, 4, 5, izdih, 2, 3, 4, 5. Okej. Še sam fajn vdih in se malo tako objamemo in samo izrazimo hvaležnost
sami sebi za čas, ki si ga namenimo zase. In samo počasi vdih. In namenite si čas zase, za svoje boljše počutje in se vidimo drugi teden v petek ob 9. Lep jesenski pozdrav.